Ime tedna. In to je Matej Čujovič, vrhovni sodnik, ljubiteljski igralec in predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka, ki je na mednarodnem gledališkem srečanju Takovske cveti v Srbiji prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v predstavi Božič pri Kopelovih. Matej, lep pozdrav. Pozdravljeni. Ob čestitkah za nagrado v Gornjem Milanovcu in seveda današnjo zmago v glasovanju za ime tedna logično vprašanje, sodne počitnice so, zato predvidevam, da ste tudi vi na dopustu. Kje vas motimo? Pravilno predvidevate, sem na morju, gledam morje, gledam oblake, to modrino, nebeško in morsko in se pogovarjam z vami. Uživam, lepo mi je. Ja, kar zavidamo vam. Vi ste eden redkih, ki vas vročina ne moti pretirano. Prebral sem v enem od intervjujev, da imate radi visoke temperature, da zaživite pri 30 stopinjah, pri 40 pa ste blaženi. A to še vedno velja? Še vedno velja, sicer se pazim, a ne letom primerno, vendar pa drži, visoke temperature me ne motijo, nasprotno, in letošnje poletje, lahko rečem, verjamem, da je takih ljudi malo, ampak pisano na kožo. Ja, to je vaš čas. Zdaj pa v tej zadnji nagradi mednarodnega srečanja Takovske cveti. Žirija je zapisala, da ste v vlogi glave neapeljske družine kot Luca Copella pokazali razkošno paleto igralskih izraznih sredstev, predvsem toplih odtenkov. Kot nekakšen pogumni oče ste skušali svojo družino obdržati skupaj, a se ta z vsakim njegovim in vašim poskusom vse bolj krha. Metafore gradnje božičnih jaslic kot simbola harmonije se je Matej lotil s prepričljivostjo pravega zanesenjaka, človeka, ki je hkrati dobrosrčen in naiven. Tako so zapisali. Obrazložitev, ki pravzaprav poboža, se mi zdi. Vsako priznanje nekaj pomeni in ima drugačno težo. Prejeli ste že Severjevo nagrado, Čufarjevo plaketo, 3 Matičke, ste eden največkrat nagrajenih slovenskih ljubiteljskih igralcev. Kakšno težo pa ima ta zadnja nagrada? Posebno. Vsaka nagrada ima posebno mesto v igralčevi karieri, ker je povezana z vlogo. Kar je posebno z te vloge in seveda zato te nagrade in to obrazložitev poudari in to mi je bilo posebej, nekako mi je pobožalo dušo, so ti pozitivni odtenki. Torej, eden, po mojem prvi pravzaprav res pozitiven lik, za katerega sem prejel nagrado. In to je tisto, kar vsi ostali liki so imeli večinoma negativne konotacije, zlobneže zelo dobro igram, pa je. Tako da to pa je bil prvi pozitiven lik, res pozitiven, ki se ljudem nekako približa, jim zleze pod kožo, se jim zasmili, ga imajo radi, sicer je siten, a ne, je mečkan tako družinski oče, se veste, odnosi v družini so vedno kompleksni, pa vendarle dobronameren, vsem skuša pomagati, jih usmeriti na pravo pot in da to prepozna potem žirija in nagradi, to je res lepo. Seveda je v ozadju vseh teh nagrad en velik, srčen in povezan kolektiv kulturnega društva Loški oder Škofja Loka, ki je vse prej kot amatersko gledališče, tudi ljubiteljsko, samo po nazivu. Drugače pa, ko sem prebiral vse te članke, sem dobil vtis, da ste res pravi profesionalci. Ja, drži. Torej, ansambel Loškega odra je, radi si rečemo med seboj družina, ker smo kot prava družina. Vse, kar se dogaja v vsaki družini, kar seveda vsak ve, kaj se v vsaki družini dogaja, to se pravzaprav dogaja tudi med nami. So vzponi in padci, vendar držimo skupaj, ko se treba pokazati navzven, to naredimo, garamo, res smo pridni, tudi zdaj, ko so počitnice. Vem, da ne samo jaz, ampak tudi ostali soigralci pridno se učijo tekst na pamet za naslednjo premiero, ki bo novembra. Vem, da vsi delajo že, se pripravljajo in na to sem res ponosen, na vse svoje člane igralske družine. Koliko pa šteje vaš kolektiv zdaj? Torej imamo otroški del ansambla, mladinski del ansambla in odrasli del ansambla. Trenutna številka vam ta hip ne vem povedati, med 40 in 50 članov nekje je ta hip. Zanimivo, res profesionalno zveni vse skupaj. Vaša mama vas je že od malega vodila v gledališče. Ni bilo tako, kot je včasih, da se nekaj, kar je všeč staršem, potem otrokom zameri. Pri vas je ta ljubezen do igre samo rasla in že zelo mladi ste začeli igrati. A se še spominjate vaše prve vloge pred 33 leti, ko ste pri 17 nastopili v Obutem mačku?
Seveda, spominjam se tudi svojih prvih predstav, ki sem jih gledal, in to celo na Loškem odru, ko sem gledal torej svoje sedanje soigralce. To je bilo, sem bil star manj kot 10 let, tega se spomnim, seveda se spomnim tudi prve vloge, ko sem na Loškem odru potem nastopil, seveda. In očitno vas je vse skupaj začaralo, takrat se je nabralo ogromno vlog, ogromno nagrad, kot sem že omenil, in ogromno izkušenj. Vodite lastno evidenco svojih predstav, pri kateri številki ste danes? Bi moral odpreti evidenco, nekaj čez 730 odigranih predstav. Sem mislil, da boste rekli okrog 732. Tam nekje okrog 730, čisto natančno, pa ta hip na dopustu ne vem. Je pa tako, da pač gledališče je z mojo družino močno povezano, vsi so veliki ljubitelji gledališča, tako starša, moja žena, tudi otroci, in vsi zahajajo v gledališče, vsi imajo radi predstave, hodijo v profesionalna gledališča gledati k nam, na ljubiteljske odre in tako naprej. Tako da, ja, eno veliko srce bije za gledališče pri nas doma. Kaj pa vam danes predstavlja največji izziv? Pred leti ste namreč omenili, da ste imeli težave s smehom in jokom. Najprej ste osvojili jok, potem smeh. A je še kakšna tehnika, ki vam ostaja kot izziv? Zagotovo je vsaka nova vloga prinaša nove izzive. Zdaj trenutno lahko vam zaupam, študiram Tartifa, Molierovega, in režiser mi je že nakazal, kaj vse od mene pričakuje, kaj vse želi, da v tej vlogi pokažem, tako da sem v fazi študija, raziskovanja in vem, da tole je velik zalogaj. Zahtevna vloga, ja. Po več kot 30 letih tega igralskega ustvarjanja, če smo že pri vlogah, ali obstaja kakšna, ki je ne bi sprejeli? Ne. Vsaka vloga pride takrat, ko je zanjo namenjen čas, tisti, ki ti jo zaupajo, torej ponavadi je to direktor gledališča v dogovoru z režiserjem, že ve zakaj. Po poklicu ste vrhovni sodnik, zase ste nekoč dejali, da ste sodnik v službi in igralec za gušt. A se pravo in gledališče pri vašem delu kaj prepletata? Vam igralske izkušnje recimo pomagajo pri sodniškem poklicu ali morda velja tudi obratno? Dokler sem bil v razpravni dvorani, torej na prvi in deloma na drugi stopni, takrat je bilo nekaj tega igralskega, kako naj rečem, žara, potrebnega včasih za prepričevanje, zlasti pri poravnavanju, pri iskanju soglasja med strankami. Sedaj pa med kolegi ni te potrebe po igranju, smo zelo iskreni med seboj. Seveda pa je to poklic, vse izkušnje, ki jih dobivaš, torej, ko opravljaš službo in te, ki jih dobivaš v življenju, se prelivajo z ene v drugo in če znaš to uspešno kombinirati, je to lahko zelo lepo. Kako pa uspešno kombinirate vse to? Imate zahteven poklic, tudi kot smo slišali, vsake vloge se lotite res profesionalno, pri tem je seveda zraven še družina, pa še ostale verjetno obveznosti. Kako vse skupaj, lahko bi rekli, združujete? Ni lahko, imam pa tu nesebično pomoč žene, staršev in tudi otrok, tašče, oni mi vsi pomagajo, stojijo ob strani, razumejo to mojo, kako naj rečem, strast do gledališča, vedo, da brez tega ne morem, in takrat, ko pač pride vsega preveč v službi in v gledališču, stojijo ob strani, da jaz lahko vse to speljem. Imate pa še eno strast, ne? Opera. Ja, ta pa trenutno že slabih 10 let nekoliko trpi v primerjavi s tem, kar sem počel prej, ker sem videl, ne vem, med 40 in 50 opernih predstav na leto, to ne uspem. Zdaj sem to številko zmanjšal nekje na 5 na leto, jih res skrbno izberem. Zdaj sem bil na premieri Aide v Areni, to so mi kolegi na Sodnem svetu podarili za rojstni dan. Zdaj le greva žena v Milano, na Traviato, v Skalo, v začetku oktobra. Tako da skrbno zbiram teh nekaj predstav na leto, ki jih lahko vidim, ampak verjamem, da enkrat v prihodnosti, ko bodo otroci še nekoliko odrasli, bo čas tudi za to.
Ja, res ste neverjetni. Ampak ne govorim zdaj o opernih vlogah, ampak o vseh teh 730, pa mogoče še kakšna, ki ste jih že odigrali, ste v kakšni tudi peli? Pel sem v priredbi Mačka v žaklju, z tega smo naredili musical in v tej predstavi sem tudi zapel in to celo, v Solemijo. Tako. O, res? A drugače veliko prepevate ali samo pod tušem, recimo? Sam zase in v krogu družine in gledališke družine. Pa verjetno vas kar radi poslušajo, ne? Pač, kakor kdo. Dobro. Že nekaj let ste tudi predsednik kulturnega društva Loški oder Škofja Loka. Kako vidite prihodnost tovrstnih gledališč, kot je Loški oder? Mimogrede, leta 2023 ste obeležili 120. obletnico delovanja. Kako vidite prihodnost? Zdaj govorim generalno, sploh, ker se zadnje čase veliko govori tudi o financiranju kulturnih društev. Loški oder je najstarejše ljubiteljsko gledališče v Sloveniji, ustanovljeno je bilo leta 1903 in to je nekaj, česar bi se morali pravzaprav vsi državljani in vse institucije zavedati. To je nekaj, kar je treba negovati. To je gledališče, ki je preživelo 2 svetovni vojni, preživelo epidemijo, še vedno smo tukaj, še vedno vztrajamo in še vedno delujemo zelo kvalitetno. Zdaj, kar se tiče financiranja, tu je podpora mestne občine Škofja Loka, oni nas podpirajo, nas prepoznavajo, financirajo v obsegu, ki ga zmorejo, nekaj je tudi financirana strani JSKD, seveda pa bi si želeli še več, torej zlasti finančnih sredstev, kar je seveda razumljivo, ker vsi danes vse pogojujejo z denarjem, ampak tako pač je, vse je drago, vse je treba plačati, vse stane, tako da smo postali z leti zelo odvisni tudi od denarja. Skušamo, mi seveda vsi, to je treba poudariti, v čem je pravzaprav to ljubiteljstvo gledališča. To, da vsi hodimo tja v prostem času in delamo zastonj. Ne dobimo nikakršnega plačila, pripada nam sendvič ali kos pice, nekaj pijače in zabava. To je tisto, da hodimo v gledališče. Hodimo pa, vam povem, po pravici, ne samo jaz, tudi moji soigralci, skupaj z vajami, to vzame približno tretjino večerov na leto. Da si bo posamezen poslušalec lahko predstavljal, v kakšnem obsegu pravzaprav mi delujemo v tej ljubiteljski gledališki umetnosti. 120 do 130 večerov letno. Saj hočem to reči, je pa to v bistvu osnova, ne? In če to osnovo potem zgubimo marsikaj. Tako. Je pa ljubiteljska gledališka umetnost v Sloveniji, jaz mislim, da je samo prostovoljnih gasilcev, članov, društev več kot je ljubiteljskih igralcev. Zelo razvejana je ta mreža v naši državi, kar je super. Mislim, da je 120-130 društev in skupin, ki se ukvarjajo z gledališčem. In dokler bo tako, se nam za prihodnost gledališča in ljubiteljskega gledališča ni bati. Dobro, da imamo gasilce, ker jih potrebujemo v teh časih, ne? Žal je tako, skrbijo za našo varnost, potem pa, ko se enkrat zadeve pogasijo, pa je na vrsti kultura in mi. In res hvala vam, da ste, bom rekel, preden pa končava tale pogovor, imam še 2 stvari, ki bi jih rad dal na pladenj, in sicer rekel sem, da smo vas zmotili na morju, ob morju, ta prelep pogled zdajle, ki vam ga zavidamo. Danes tam praznujete, ne? Rojstni dan praznuje vaš sin Matej. Drži. Moj sin Matej danes praznuje 18. rojstni dan in zdaj sem izgubil že drugo starševsko skrb. Prvi sin je postal polnoleten pred kratkim, zdaj še drugi, tako da na srečo imam še hčerko, za katero moram še 2 leti poskrbeti. Ampak oče boste pa za vse življenje. Ja, to je pa do konca, to je pa tako. Tako kot verjetno ljubiteljski igralec, dokler bo šlo. Samo še ena stvar, preden se vam zahvalim za tale pogovor. Nekje sem zasledil, da je ena od vaših strasti tudi, da so jeziki, da govorite recimo tudi med drugim bolgarščino. Koliko jezikov govorite?
Joj, veste, jezik je pa takole. Seveda, v nekem življenjskem trenutku človek zna neki jezik, potem pa, če ga ne prakticira, ga s časoma pozabi. Drži, v nekem življenjskem obdobju sem znal bolgarsko, tudi makedonsko. Danes seveda lahko pasivno razumem ta dva jezika, da bi pa prav govoril, pa ne morem reči. Torej govorim angleško, francosko, nemško, italijansko in južnoslovanske jezike iz bivše države. Bolgarščina pa makedonščina sta pa majčkan že zakrneli. Res ste neverjetni. Matej Čujovič, 1. avgustovsko ime tedna na Valu 202, še enkrat čestitke za vse skupaj in hvala za pogovor. Uživajte na zasluženem dopustu. Hvala vam, zahvaljujem se vsem, ki so danes glasovali zame, zelo sem počaščen, lepo se imejte in lepo poletje vam želim. Ja, enako tudi vam, samo še apropo, res glasovali so v velikem številu za vas in moram reči, da same pohvalne besede, kar smo pa verjetno skupaj s poslušalkami in poslušalci zdaj tudi razbrali iz tega pogovora. Zakaj? Hvala še enkrat, lep pozdrav. Hvala, nasvidenje, srečno.